Ocenjevanje pa naj bi prišlo na vrsto šele v maju, a obvestili ste nas, da ste nekateri ocene že dobili, zato smo se pozanimali, kako naj bi torej ocenjevanje potekalo. Čeprav ste te tedne sami posrečeno poimenovali korona počitnice, pa razen tega, da lahko zjutraj malo dlje pospite, v tem času ni prav nič počitniškega. Čeprav smo doma, pouk poteka vsak dan, učitelji pa bodo tudi preverili, koliko ste se naučili. Na osnovni šoli Vič preverjanje znanja že poteka pri vseh predmetih in v vseh razredih. Učiteljem sem že na začetku pouka na daljavo podal navodila, da učencev podajo čim manj učne snovi, skladno s pregovorom manj je več. Zagotovo bo težje izvajati preverjanje znanja pri predmetih, kjer je potrebno preveriti tehnične, praktične in druge izdelke. Ocen v tem mesecu torej še ne bo. Prav tako še nimamo natančnih odgovorov na vprašanje, kako jih boste pridobili v naslednjem mesecu. Ravnatelj Sašo Vlah pričakuje natančna navodila Ministrstva za izobraževanje. Računam predvsem na to, da imamo odlično vzpostavljen pedagoški trikotnik in skupen cilj, ki ga bomo s trdim delom skušali doseči. Na nas pa ste se obrnili tudi nekateri učenci, ki pravite, da ste že ocenjeni. Posebej poudarjamo, da v tem mesecu v osnovnih šolah ocenjevanje ni primerno in tudi nepotrebno. Naj se starši pogovorijo z učiteljem ali razrednikom. V mesecu aprilu naj bi izobraževanje temeljilo zlasti na ponavljanju in utrjevanju že predelane učne snovi in v manjši meri na obravnavi novih vsebin. Preverjanje ne vsebuje ocenjevanja in točkovanja. In še o najprijetnejšem na koncu 9-letnega šolanja, svečanem zaključku oziroma valeti. Devetošolci ste jo težko čakali in seveda vas zdaj zanima, kaj bo z njo. Tako kot učenci si tudi sam želim letošnje izvedbe valete za devetošolce, pa vendar v tem trenutku žal ne morem napovedati, kako bo za izvedbo le-te. Za vse učence in njihove starše si v trenutni situaciji želim predvsem, da ostanejo zdravi.